Lepo vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, ki ste zbrani v Cerkvi Župnije Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, kakor tudi vas vse, ki spremljate program televizije Exodus, torej prisrčen pozdrav. Razmišljamo o novi evangelizaciji, katere vzor in vzorec, ki velja seveda trajno, je binkošno oznanjevanje stalega Gospoda, kakor je to storil apostol Peter in vsi njegovi soapostoli. Razmišljamo ne samo o znanilu, o stalem Gospodu, ampak tudi o tem, kako je tista velika množica mož sprejela vero. To, kar se zdi nemogoče, se vendarle priporoča človekovemu srcu, tako smo poudarili, ker je to dejanje Jezusa Kristusa, Jezusa iz Nazareta, ki je bil solidaren z nami v smrti, trpljenju in tako od mrtvih vstal, za srce nekje dobrodošlo in prepričljivo, možno pa je seveda to sprejeti samo s posebno milostjo Svetega Duha. Torej vera kot Božje dejanje, dejanje Božje milosti, Božjega Duha in tudi vera kot naše sodelovanje, ker zahteva svobodno odločitev. Ključno za to seveda je spoznanje Kristusove ljubezni. Vera, prava živa vera, že vsebuje delovanje Božje ljubezni. In če hočem, da bo moja vera živa, vera v Jezusa, potem ga moram prositi, da bi spoznal njegovo ljubezen. Kot sem že dejal, ljudje imamo veliko prošenj in prav je, da jih imamo, da so le dobre in kakor premislimo v skladu z Božjo voljo. Potem je Božja stvar, kako to uslišuje, če ne usliši, pa da moč, da nosim potem križ naprej. Vendar je pa bistveno to, zato pa zdaleč premalo prosimo, za kar je prosil apostol Pavel, da bi spoznali takratni verniki, velja pa to za vse čase, vse spoznanje presegajočo Kristusovo ljubezen. Zato je Cerkev posebej postavila tudi praznik presvetega Jezusovega srca in iz istega razloga, čeprav pod drugim vidikom, tudi v sami velikonočni usmini praznik Božjega usmiljenja. Tile žarki, ki jih vidimo upodobljene na sliki usmiljenega Jezusa, so žarki, ki izvirajo iz Jezusovega srca, ponazarjajo kri in voda, ki sta pritekli, potem, ko je Jezus že daroval svoje življenje za nas, potem, ko mu je vojak prebodil srčno stran, pritekli iz njegovega srca. Želijo se pa razlivati na vse človeštvo in doseči vsako srce. In v tem je danes pravzaprav težava, ko vidimo, da vera v mnogih srcih ali kar vse splošno peša. In tega znamenja potem je tudi osip obiska svete maše, pa tudi upad duhovnih poklicev, tudi v slovenskem narodu. Glejte, to je težek podatek, torej to izhaja prav kot je posledica tega, da nekje mnogo src, velja pa končno za nas vse, ni občutilo Kristusove ljubezni. Moli za to, da te doseže žarek Božjega srca. Moli za to, da Jezus naredi čudež in on to more in prav rad stori, da iskro svojega srca, kakor je dal čutiti svete Marijeti, Marija Lakok, torej vrže v tvoje srce. Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo. O, da bi srcem se vnelo in za Jezusa gorelo. Torej, goreti ali ne goreti v Božji ljubezni, to je vprašanje. Vera, ki pač samo reče, jaz sem to prepričan, ampak nimam pa osebnega odnosa do tistega, v katerega verjam v Jezusa, taka vera je mrtva. Torej, vera že vsebuje Božjo ljubezen
Svetniki govorijo o ranjenosti našega srca z Božjo ljubeznijo. Spomnimo se svete Terezije Velike in njene prebudenosti po Božji ljubezni. In tako. Torej, to je osebni odnos, se vzpostavlja, če me rani Božja ljubezen. Kakor je Jezus prejel rane, ki so bile krute in iz sovraštva in vsega tega, torej vendar je sprejel z ljubeznijo do Očeta in do nas, in je to ena sama ljubezen. 5 ran je ohranil kot 5 sonc, da sijejo. Torej jim pričuje za to njegovo ljubezen. Glejte, tako želi, da smo mi ranjeni z njegovo ljubeznijo. Molimo za to rano, da bi bili ranjeni z Jezusom ljubeznijo. To je tisto, kar so začutili tisti 1000 mož na binkoštni praznik, ko piše, da jih je do srca pretreslo ali v starem prevodu zabolelo v dno srca z neko Božjo ostrino, ko so začutili, da tako rečem, meč Božje ljubezni. Da jih je Božja ljubezen ranila. In naj se ne zaceli ta rana človekova, če je ranjen z Jezusovo ljubeznijo. Naj bomo notranje prizadeti globlje in globlje, naj bi globlje in globlje začutili to, kako resnične so te besede, ki jih tako radi prepevamo. Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal. Torej gre za to, da spoznamo, kakor je čudovito povedal apostol Pavel, vse spoznanje presegajočo Kristusovo ljubezen. To pa je možno ne samo tako po nekem premišljevanju, ampak je milost. To je milost, za katero moramo prositi. In če vprašamo, kako bi se med nami poživila vera, zlasti v Jezusa, ki je med nami navzoč v sveti Evharistiji, skrivnosti svete maše, obhajila in potem tabernaklja, če želimo, da se to poživi, in to je bistvo in srce naše vere, moramo prositi za to, da nas Jezus rani z ljubeznijo svojega srca. Jezusovo srce za nas iz ljubezni gori. In Jezus želi, da je vsako srce blaženo, ranjeno od Jezusove ljubezni. Nepozabno ranjeno. Tak človek je najsrečnejše bitje, tudi če gre skozi velike preizkušnje. Sem že govoril o svetem Pavlu, ki je rekel, vem, komu sem veroval, je pa mnogo predstav, prav zaradi Jezusovega imena, vendar je bil na to ponosen in je tudi vzkliknil, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Ta moč je iz Jezusove ljubezni. Molimo, prosimo za to, da nas Jezus v svetem duhu rani svojo ljubeznijo. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. To je ta beseda. In ker nismo pretreseni s Kristusovo ljubeznijo, ko gremo kar tako mimo križa in se ne vprašamo, kdo si ti, ki si na križu, ali ko smo pred podobo Jezusovega srca ali podobo usmiljenega Jezusa, pa nas nekje to ne nagovori, ne prizadene, tu nekaj ni v redu. Dobro, taki smo ljudje svojega časa, vendar Jezus nas hoče spremeniti in to spreminjanje naših src se dogaja po svetem duhu. Zato je Jezus rekel, zato je bilo rečeno v stari zavezi, vzamem kamnito srce iz njih notranjosti in jim dam čuteče srce, ki bo čutilo. Jezusovo srce čuti nekaj do nas. In Jezus pričakuje, da bomo mi čutili tudi nekaj do njega, vendar to je nemogoče brez svetega duha. Jezus nam ne zameri. Kako bi nam mogel zameriti, da ga ne ljubimo? Tega nam ne zameri, ker mi Božje ljubezni same iz sebe nimamo. Tudi ljubezni drug do drugega nimamo prave ljubezni. Glejte, več ali manj je to igra raznih egoizmov, računice. Glejte, torej prava ljubezen je dar. In če Jezus pričakuje in vemo, da je on, ki je ljubezen, pričakuje, da bi mu vračali ljubezen za ljubezen, če to vemo, potem kaj nam ostane drugega? Jezus, vžgi moje srce svoje ljubeznijo, pa bom vračal to ljubezen.
Rani moje srce svojo ljubeznijo, pa bom vračal to ljubezen. Kolikor globlja bo ta rana v mojem srcu, kolikor bolj bom prizadet z Jezusovo ljubeznijo, to pa je delovanje Svetega Duha, toliko bolj bo moje srce gorelo v ljubezni do Jezusa in v tej ljubezni tudi do vsakega človeka. Premalo prosimo za temeljni dar, ki ga je apostol Pavel tako v pismu Korinčanom poudaril, o tej, bi rekel, mnogo višji poti od vsega teh darov, ki jih sicer lahko prejmemo od Svetega Duha. Temeljni dar je ljubezen Jezusovega srca. Za to ljubezen prosimo. In prosimo vsak dan, prosimo, da se naše srce vname v ljubezni, ker kolikor ljubim Boga in kolikor v tej ljubezni tudi ljubim bližnjega, toliko sem srečen človek, srečni pa hočemo biti. Odgovor na to pa je dar ljubezni. Ponavljam, Jezus ne pravi, da moramo mi narediti ljubezen. Ne morem. Kamen ne premore ljubezni. Človeško srce je kamnito. Gospod, če pričakuješ in po vsej pravici, ker si mi močno ljubil, do konca ljubil, da si v ljubezni zame umrl, če to od mene pričakuješ, daj mi to ljubezen, da bom vračal ljubezen za ljubezen. Torej, ko govori Jezus, sin ali hči, daj mi svoje srce. Torej, to je to. To je izmenjava src, kakor govorijo mistiki, to je izmenjava src. Torej, Božjega srca in mojega srca. In to je tista prizadetost množice ob apostolski pridiji, kaj se je zgodilo z Jezusom in kako ga je Oče poveličal. Ko jih je Peter pomiril, pa je rekel, Bog vam tega ne šteje v zlo, spreobrnite se. Torej izročite se Bogu. Jezus Kristus je odrešenih vseh. Torej, bratje, kaj naj storimo, so rekli ti ljudje. Peter jim je odgovoril, spreobrnite se. Torej, to spreobrnjenje, v čem je? To spreobrnjenje je možno samo iz ljubezni. Če sem izkusil Kristusovo ljubezen, če vem, kdo je ta, ki visi na križu in da je prostovoljno šel zame v smrt in tako tudi zmagal, če saj slutim, da je to res, kar je vzklikal sveti Ignacij Antiohijski, moja ljubezen je križana, ali sveti Janez od križa in drugi svetniki, če to zaslutim, potem je možen ta obrat, je možno spreobrnjenje, ker vera v bistvu pomeni spreobrnjenje. Vera ni tako, ali veriš, da je Bog, verjem, ali veriš, da je Jezus Kristus umrl zate, verjem. Če nisem prizadet, to ni nobena vera. To ni noben oseben odnos. Vera vključuje to, da začutim Kristusovo ljubezen, da vem, zakaj je Jezus šel prostovoljno v smrt in ga je tako Oče poveličal in tako pokazal zmago ljubezni. Z druge strani pa vera je tudi moj odgovor na to ljubezen. Je Jezusov dar njegove ljubezni, spoznanje te ljubezni, z druge strani pa tudi notranja, da tako rečem, nuja, da ljubezen vračam z ljubeznijo. In to je potem spreobrnjenje. Samo tisti se res lahko spreobrne, ki začuti silno Božjo ljubezen. Ki začuti silno Božjo ljubezen. Ki prekriva vse naše grehe. Ki je čez vse, kot sem že večkrat dejal, pa rad to ponovim, besede svete Faustine, vsako zlo je končno, Božje usmiljenje pa neskončno. Pokrije vso množico grehov. To je ljubezen Jezusovega srca, to je Božje usmiljenje. Samo tisti res potem osebno veruje v Jezusa Kristusa, ker dobesedno pozna, kakšno ceno je Jezus iz ljubezni do njega plačal s svojimi ranami, svojo krvjo, prostovoljno in mu ni žal, ker je iz ljubezni vse to storil. Samo tak človek potem vzpostavi, kot smo že rekli, lahko oseben odnos do Jezusa. Potem pa rečem lahko, poznam te, Jezus.
Sploh pa v bibličnem smislu spoznanje ali poznanje pomeni ljubezen. Če je v Bibliji napisano ne poznam te, pomeni ne ljubim te. Torej, ali pravi, Bog nas pozna, Bog nas ljubi. Torej, spoznanje Božje ljubezni vžiga ljubezen. O Jezus, daj, da bi te globlje spoznal, da bi se vžgala v meni ljubezen do tebe in da bi potem te ljubezni gorel in tako potem tudi živel tako, da bo tebi v veselje. Torej, to je ta Božja ljubezen. In zato se Jezus tudi potožil sveti Marjeti Marije Lakok, da ne vračamo ljudje njemu z ljubeznijo, ampak ga zavračamo, smo hladni do njega. Tisti, ki ljubi, trpi ob tem, če ni ljubljen. Seveda, tako je, to je tudi naša človeška izkušnja. Jezus ima pravico do tega, da mu vračamo ljubezen. Naša sreča pa je v tem, da ljubimo. Ni čuda, da je potem rekla Terezija, da je ta Jezusa ljubiti, je moj poklic. Ljubezen je šifra, je odgovor za sploh vsako duhovno življenje. Zato vam res polagam na srce, dragi tu navzoči in vsi gledalci televizije Exodus, prosimo Jezusa za ljubezen in jo bo dal. Jezus, vžgi moje srce z ljubeznijo. Pa če bi na vsakem drugem koraku tako prosil, bom še premalo prosil. Vžgi me svojo ljubeznijo. Potem bom mogel tebe ljubiti in tudi brate in sestre ljubiti. Sami sebe nisem zmožen. In bom ponavljal to prošnjo, dokler se ta čudež ne bo zgodil. Treba je pa vztrajno prositi, ker to so pa najvišje reči, hkrati pa tudi najbolj temeljne. Brez tega mi ne moremo biti ljudje. Torej, to je ta skrivnost ljubezni Jezusovega srca, skrivnost Božjega usmiljenja. Ljubezen ta sagoreča, le v tebi plameni, po tebi le se sreča in milost zadobi. Oj, bodi hvaljeno, srce preljubljeno, naj jezik na te hvali, ljubezni veko. Ti ljudje, torej, ki so poslušali pričevanje apostola Petra o Jezusu iz Nazareta, so bili v srcu prizadeti z Božjo ljubeznijo. Ta čudež se je zgodil. To je delovanje Svetega Duha v duši. Bolečina, blažena bolečina zaradi Kristusove ljubezni. Gospod, kako si me ljubil, pa kje sem jaz staval? To je to. Kako si me ljubil, vse moje življenje si me ljubil in kje sem jaz staval? Tu spet ponovim svetim Avguštinom in tu razkrivam njegovo bolečino, ko je po vsem tem tavorju mama Monika je pa molila, ga je dohitel Kristus, kako je bil presunjen s Kristusovo ljubeznijo, kje sem taval in bi si ves čas z menoj in jaz nisem vedel in v meni. Ljubil si me, nisi odnehal to. To je bolečina, ker je ugotovitev, kako sem svoje življenje preživel, ne da bi ljubil Boga in s tem tudi premalo ljubezni do bližnjega. Glejte, to je ta bolečina. Hkrati je pa blaženost, ker si spoznal Kristusovo ljubezen. To je pa blaženost, ko se ti je Kristus osebno razodel. To čudovito spoznanje, da sem ljubljen, da sem od vekomaj ljubljen, da me Jezus ni pozabil. To je spoznanje tudi izgubljenega sina. Kaj je izgubljenega sina
nagnilo, da je šel domov. Delovanje očetove ljubezni. Dnu srca nekje je še bil vedno prepričan, kakorkoli sem že vse zavozil, ampak oče me še ljubi. To je to spoznanje. Je bila bolečina v izgubljenem sinu? Seveda. Je bila bolečina, hkrati pa nekaj čudovitega, ko je začutil očetovo ljubezen. Zato pravi tudi apostol Janez, verovali smo ljubezni. Kristjanova vera je bistveno vera v Kristusovo ljubezen, v ljubezen Boga, ki jo izkazuje po Jezusu Kristusu. Še enkrat ponovim, pa tudi drugim povejte, molimo za dar ljubezni. Molimo, da nas Jezus prizadene v svetem duhu, kakor tiste ljudi na Binkošti, ko je vstali Gospod skrivnostno prizadev te ljudi z svojo ljubeznijo. To se je zgodilo uresničenje njegove napovedi, ko je rekel, ko bom povzdignil na križ, bom vse pritegnil k sebi. To se je zgodilo na Binkoštni praznik. Potem, ko je bil Jezus povzdignjen na križ in ko je premagal smrt svojim vstajenjem in greh, je vse pritegnil k sebi po delovanju Svetega Duha. Naj nas rani Kristusova ljubezen. Ko smo na križpotju in gledamo Jezusa, ki visi na križu, je to vabilo, da ga prosimo za ljubezen, da se naše srce v srcu njega, ki je vstal in živi, ne samo ogreje, ampak razgori v ljubezni. In da začne ta ogenj spreminjati naše življenje. Da bomo res srečni ljudje in do tega imamo pravico in to je tudi Božji načrt. Jezus nam hoče dati dar ljubezni, ki je temelj in vrhunec vseh darov. So še drugi darovi, ampak to so stranski. Glejte, bistven dar pa je ljubezen. In prava vera, živa vera, že deluje po ljubezni. Živa vera pomeni, da Kristus priteguje svojo ljubeznijo in te vabi, da se mu izročiš. In to bi še posebej sedaj poudarili v tem našem razmišljanju. Ko se mi Jezus daje, ko se mi Jezus razodeva, ko premišljujem njegovo ljubezen, njegovem trpljenju, smrtju in zmagi v vstajenju, ko premišljujem o poslanju Svetega Duha, ko spoznavam, da me Jezus res ljubil in da me ljubi na vsakem koraku, zato pa je treba prositi, da to spoznam. To ne morem z možgani kar tako izpremišljevati, da tako rečem. To je dar. Prosi in ti bo dal to blaženo rano Božje ljubezni tudi v tvoje srce. Potem pa prosi tudi za to, da ti Jezusu daš svoje srce. To je pa tisto, kar je rekel apostol Peter ljudem, spreobrnite se. Ko so rekli, kaj ne pa zdaj storimo? Ko se je vse to zgodilo, kaj ne pa mi storimo? Spreobrnite se. Lahko prevedemo, izročite se Jezusu Kristusu. Izroči se Jezusu Kristusu. Kakor se je Jezus Kristus nam izročil, bil pa izročen tako rekoč po rokah rabljev. Se nam je izročil, se je pustil zvezati, je šel v prostovoljno žrtev, se nam je izročil. Telo, ki se za vas daje, kri, ki se za vas preliva. Torej ta ljubezen se je darovala in se daruje. Vsakič, ko smo pri sveti maši. Kakor se nam je Jezus izročil vsega, dam ti svoje srce, govori Jezus. To je spoznanje Jezusovega srca. Da mi ga daje osebno, da postanem njegov prijatelj, potem pa Jezus pričakuje, da tudi jaz njemu dam svoje srce. To je pa spreobrnjenje. Glejte, spreobrnjenje pomeni v bistvu to, da spoznam Boga, ki me ljubi v Jezusu Kristusu in da se obrnem k njemu in se mu vržem objem. To je spreobrnjenje. To je spreobrnjenje. Da prepoznam lažne maske malikov tega sveta, mojih, ki me zavajajo v greh in tako naprej. Svoje napačno mišljenje, govorjenje, ravnanje in sploh malikovanje tega sveta in da se obrnem k Bogu, ki mi kaže svoje
blago obličje ljubezni v Jezusu Kristusu in da se mu vržem v objem. To je spreobrnjenje. Spreobrnjenje nikdar ne more biti iz strahu, ampak je lahko samo iz ljubezni. Samo iz ljubezni. Ker spreobrnjenje pomeni izročitev. Sin, hči, daj mi svoje srce. To se je zgodilo na binkoštni praznik, ko so ti tisoči navzočih mož, ne govorim o drugih, glejte, kar jih je gotovo ogromna množica, glejte, so dali svoje srce Jezusu Kristusu, sprejeli so to pričevanje apostolov, da je Jezus stal, da je živi, da je nad njimi skrivnostno navzoč in so mu dali svoje srce. Spreobrnite se. Se pravi, tvoje srce, ki se ga dal pohlepnemu maliku, ki te ga je razmesaril, raztrgal, teptal, onečaščal, ta svet, ker če smo posvetni, če v nas posvetno mišljenje, dovolimo, da nam svet tepta naše srce in to je hudo. Glejte, iztrgaj maliku srce, ki si mu ga dal in ga daj Kristusu. Srce človekova je Božja last, je sveta stvar, ker človek je ustvarjen po Božji podobi. Torej, iztrgaj malikom svoje srce, ki si jim ga po lastni norosti podaril. Napačno mišljenje, življenje, napačni cilji, seveda vsa moja grešnost in vse. Obrni se in daj svoje srce, kakršnokoli je že, ranjeno, nekje tudi oskrunjeno, daj ga Jezusu Kristusu, da ga sprejme in ga prenovi v svoji usmiljeni Božji in tako prisrčni človeški ljubezni. Zato je rekel apostol Peter, ko so rekli, kaj ne pa zdaj storimo s tem ubogimi srci, ki nas je tako prizadela ta novica, da je bil Jezus Kristus umorjen tu v Jeruzalemu, so čutili so krive. Kaj naj storimo sedaj? Bog pa ga je poveličal. Spreobrnite se, dajte srca Jezusu Kristusu. To je tisto. To je dejanje spreobrnjenja. Spreobrnjenje je možno samo, če sem začutil Kristusovo ljubezen, to je začetek, Bog nas je prvi ljubil, začutil Kristusovo ljubezen in potem v moči iste ljubezni, ko ohranjam tudi, treba je to ohraniti in se truditi, da poglobim to občutje Kristusove ljubezni, v moči te ranjenosti s Kristusovo ljubeznijo se zgodi potem pa ta obrat, da rečem, Jezus, ki si me tako ljubil, dajem ti svoje srce. Ubogo je, grešno je, nevredno je, onečastil sem ga s svojimi grehi, vendar ti si ljubezen sama, ti si usmiljenje samo, zaupam vate. Spremeni to moje srce, sprejmi me Jezus, naj bomo v tvojem srcu doma. Naj bomo v tvojem srcu doma. Naš dom je Jezusovo srce, polno usmiljenja, ti žarki nas vabijo, da se vrnemo k Jezusu. Torej ta čudež se je zgodil v srcih teh, ki so poslušali pričevanje apostola Petra. Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril, spreobrnite se. Od malikov tega sveta, od svojega zgrešenega življenja, kakorkoli še, obrnite se k Kristusu, ki vas ljubi, ki je vstal in ki živi. Še vedno vas ljubi in vas bo ljubil. Izročite svoje srca Jezusu Kristusu. Jezus naš je močno ljubil, je za nas življenje dal, da bi se ne zgubil, se za nas je daroval. Zdaj srce svoje, Jezik
naj zapoje, čast in hvala